Matjaž Podlipnik, vodja Slovenskega planinskega muzeja. Lepo pozdravljeni. Vrata Slovenskega planinskega muzeja so končno odprta, poletje je tu in imate številne virtualne vsebine, ki jih lahko predstavite širši publiki. Res je, vrata Slovenskega planinskega muzeja so nas težaj odprta, vreme je lepo in nadejamo se tudi lepega obiska. Veseli nas, da smo lahko odprti vse dni v tednu, torej od ponedeljka do nedelje med 9 in 17 uro. V našem muzeju imamo veliko vsebin, ki ponujajo interaktivnost. Poleg igrificirane razstave, stalne razstave Vzpon na goro, imamo virtualne vsebine zbrane na enem mestu. To pomeni, da lahko obiskovalec pride in v 10 minutah preizkusi od spusta po jeklenici s Triglava do spusta skozi podzemne jame, do zimskega pohoda na vrh Triglava ali pa se lahko znajde v trenutku na 30 slovenskih vrhovih, vse skupaj seveda virtualno. V avgustu pripravljamo še eno novost, namreč ob praznovanju 11. rojstnega dneva muzeja pripravljamo en poseben hologram. Oživeli bomo enega velikega Slovenca. Ime ne ostane skrivnost, glede na to, da smo pa pred Slovenskim planinskim muzejem, pa si najbrž kar predstavljate, koga bomo tokrat oživeli. Se bo to zgodilo ob praznovanju Slovenskega planinskega muzeja, letos že 11. leto? Ja, prav na rojstni dan ga bomo predstavili javnosti. Kdo bo to, pa bova povedala malo kasneje, kaj ne? Res je. Želim vam čim več obiskovalcev, pa še to, kdo so najpogostejši obiskovalci, ki jih sedaj v tem zgodnem poletnem jutru zaznavate tukaj v samem Slovenskem planinskem muzeju? Zelo sem zadovoljen, da je glavnina naših obiskovalcev domačih gostov. To pomeni, da gorništvo, zgodovina planinstva in alpinizma Slovencem, državljanom Republike Slovenije veliko pomeni. Prevladujejo domači gostje in prav je tako. Se pa čedalje bolj odpirajo tudi meje, tako da opažamo porast čeških, nemških gostov, torej Zahodna Evropa tudi počasi prihaja k nam, no pa tudi vzhodna, in tega si tudi želimo, torej da bomo čim bolj razgibani, mednarodni in da bo čim manj težav s PTC predpisi. Hvala lepa, srečno.